Dobro jutro, bog dej, sobota 17. prosinc 2026, megla do Tav. Spet zelo dober za bilanco Krke in GEN-I-ja. Ljudje bolani, položnice za elektriko višje. Že 7. so od novembra do zdaj naredili mešanico hladno in potem takoj tople fronte, da pride megla. In s temule, zdaj ura je 8:30, bom probal narediti luknjo. Torej drva in nekaj mokrega, tukaj v tem primeru je koruznica, ampak list je tudi v redu. Koruznica še bolj, ker je veliko zraka vmes. No, se slišimo kasneje, živijo. Ura je zdaj 9:30, po 1 uri se ni spremenilo nič. Če slišite tole siničko, nad nami gor, no pa petelina, nad nami gor pa zvok aviona, to je Boeing 878. Te zdaj vlečejo črte nad nami, da bi ta megla ostala večno. Se javimo čez nekaj časa, živeli. Evo, živo, javljam se zdaj tretjič, ura je 14:43. Vsakih 5 do 10 minut se sliši zvok Boeinga, ki s 4 šobami šprica nad nami dodatne koprenaste oblake, da onemogoča soncu, da razbije meglo. Tukaj spodaj pa pač vztrajam za tem dimljenjem. Proti NATO vojski se težko boriš z enim ognjem, če bi se pa nas več borili, bi pa tudi imeli sonce. Ajde, živijo, se slišimo kasneje. Evo, živijo, ura je 16:00. Po 7 urah in pol sem uspel nekako vsaj za 300 metrov meglo odmakniti od mene. Se fajn vidi gozd, medtem ko tam naprej dol se tudi že reči. Torej, treba je vztrajati 7 ur in pol takšnega dimljenja, je dvignilo zdaj meglo za nekaj 10 metrov. Bom videl, kaj še lahko v tej zadnji uri naredim. Takole se vidi. Zdaj pa še pozdrav od gosk. Evo, Frida pa Freja, lep pozdrav. Dim je zakon, kadar je megla. Evo, ura je 17, tik pred mrakom. Tle jaz še vedno delam dimni steber. Zdaj je začela že ta vlaga iz zemlje gor pareti, tako da se dela že nova megla. Medtem ko, če pogledamo tle v nebo, se že vidijo malo oblaki, ne. Tako da sem kar nekaj naredil, ampak je bilo dela 8 ur in pol. Vidite, da se vidi tam gozd. Tle pa že prihaja večerna megla, ampak ta del se pa vidi, da ni več megle, ampak so oblaki. Toliko za danes. Dobro jutro, 18. prosinc, 7:30. Tukaj vidite, da se je megla dvignila na 800 metrov, tale hrib ima okrog 700, rovnik. Tam od zadaj je lovce na 6 km, je pa megla očitno še do Tav. Tukaj gor je pol hriboje, špičasti hrib. In tole je Jošt, 845, nekje na 800 metrov je ta meglica. Tistle dol je pa Šmarjetna gora. Se pravi, do Šmarjetne gore je 7 km, pa tukaj gor je do Jelovce 6 km. 24-urno kurjenje s tistim dimom tam dol dvigne meglo na 700 metrov, 800 metrov. Za 300 metrov je dvignila. Ajde, živijo. Polška megla. Evo, nedelja 18. prosinc, ura 9:30.
Tamle dol se malo vidi jelovica, rob jelovice. Se pravi, ta meglica se je dvignila še tam, 6 km stran. No, s tem dimom sem v 25 urah v 5-kilometrskem radiju dvignil meglo iz 500 na 800 metrov. Tako, tale ogenček. Tako da dajte kurden avto v megli. Bomo videli, če pridemo do sonca danes. Boeingi letajo vsakih 50 minut, tako da nad nami je gotovo vse zaškropljeno, da ja ne bo kaj sonca. Ajde, živi Bog. Evo, zdaj po 26 urah so se meglice dvignile na 900 tisoč metrov in se spreminjajo v oblake. Vidimo, da je Jošt 845 cev izven meglic in tudi Šmarjetna, ki je tudi čez 850, nekaj tazga. In vidimo, da se že formirajo neki oblaki. Tu ni več meglica, torej megle ne bo. Tukaj. Tam naprej pa še je, ne? Tam naprej pa še je. 6-7 km naprej je pa megla še do tam. Torej, dim je zakon. Megla gre. Adios. Ure pol 12. Tam je dol Šmarjetna, desno je Jošt, bolj zakrit. Na drugi strani, čez Savo, v tej smeri gori Tržič, Kriška gora. In tamle je, se vidi na drugi strani, meglica malo bolj do tal, ki se ne vidi v hribi. Isto v tej smeri gor. Skratka, napovedana je danes, da se bo zjasnilo, potem pa megla po nižinah, ponedeljek, torek, sreda. No pa da vidim, če bo res megla. Ajde, živijo.